Med 18 letošnjimi diamantnimi maturanti oziroma maturantkami splošne mature je tudi Lara Prosenak iz Srednje šole Slovenska Bistrica. Gre za izjemen dosežek, saj je to prvič v zgodovini slovenjebistriške srednje šole. Lana, ste pričakovali takšen rezultat in seveda, kaj vam pomeni to priznanje? Takšnega rezultata najprej nisem pričakovala, ker je vse točke vseeno zelo težko doseči in nikoli ne veš, kaj se zalomi, ker hitro se lahko kaj zgodi. Ampak ta dosežek mi res veliko pomeni, ker se tako poplača ves trud, ki sem ga vložila v izobraževanje v vseh teh 4 letih, pa že prej. Vesela pa sem tudi, da me je to uspelo narediti za šolo, ker se je to leto zgodilo prvič in se mi zdi, da jim lahko tako povrnem ves tisti njihov trud vseh profesorjev in ostalih delavcev, ki so ga pa oni vložili v naše izobraževanje. Tako da je bilo lepo videti, kako so se tudi oni razveselili mojega dosežka. Seveda pa ste lahko ponosni tudi na številna priznanja, ki ste jih prejeli v teh letih. Še posebej blizu sta vam književnost in psihologija, je tako? Ja, tako je. Že od malega zelo rada berem in ta ljubezen je ostala z mano do zdaj in tudi bo verjetno. Ukvarjam se tudi malo s pisanjem, tako da to je res velik del mojega življenja. Psihologija pa bo še postala, ker se naslednje leto odpravljam v Ljubljano na študij psihologije, česar se še tudi veselim, ker se mi zdi, da je to zelo zanimivo področje, ki ponuja veliko različnih možnosti še tudi v prihodnje. Za vse te dosežke je seveda potrebno veliko motivacije. Kako vam to uspeva? Se mi zdi, da z motivacijo nikoli nisem imela neke težave, ker zame je bilo znanje že samo po sebi vedno vrednota in je bilo zame cilj že to, da sem dosegla tisto znanje. Nikoli ni bil zame cilj nek tisti dosežek sam po sebi, ampak to, da pač dobim neko znanje, ker se mi zdi, da je tiste ignorance v svetu že preveč. Se mi zdi, da je lepo, da spoznamo svet okoli sebe in vedno me je gnala tista radovednost do vsega, kar me obdaja. Mislim, da je to bilo tisto ključno, kar je pripeljalo potem tudi do uspeha. Kaj pa sicer radi še počnete v prostem času? Ena glavnih stvari je verjetno branje, potem rada tudi pišem, včasih skladam, igram tudi klavir, nekaj malega električno kitaro, tako da to so neke glavne stvari. Rada tudi grem v gore, tam fotografiram, tako da ja, nekaj hobijev se še najde. Zdaj pa seveda zaslužene počitnice, kje si jih boste privoščili? Nekaj malega na morju, v gorah, tudi z družino, pa potem precej časa bom tudi preživela kar tukaj doma in se doma malo sprostila od vsega, kar je prineslo to leto. Rekli ste že, da jeseni pa odhajate na študij psihologije v Ljubljano. Kaj pričakujete od tega študija? To je težko predvidevati, ker študij se vseeno precej razlikuje od srednje šole. Upam, da bo pač še naprej šlo uspešno. Zanima pa me res sama tematika, vse, kar bomo tam spoznavali, tako da se že veselim, kaj novega bom spoznala. Mislim pa, da bo tudi študij sam odprl mnoge nove poti, da bom tudi doživela tam marsikaj novega, tako da se že veselim. Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica je od 13. do 15. julija izvedel rokodelski tabor. Več o zanimivem dogodku nam je povedala Ljubica Zgonec-Zorko, vodja konzorcija rokodelskih centrov Slovenije. Res nas veseli, da smo lahko preko konzorcija rokodelskih centrov Slovenije z Ministrstvom za gospodarstvo dogovorili te tabore in da jih tudi ministrstvo v celoti financira, tako da so za udeležence brezplačni in upamo, da bo to praksa tudi v naslednjih letih in da bomo s temi tabori nadaljevali, ker so res zelo odmevni. Pravzaprav smo bili sami presenečeni, imeli smo samo 1 mesec časa od tega, da se dogovorimo, do tega, da oblikujemo programe in predvsem zelo malo časa za promocijo samega dogodka. Zato se nam zdajle dogaja to, da že tabori tečejo po Sloveniji, pa je interes, so še prijave in povpraševanje. Je pa v bistvu to zdaj ta prvi korak, bom rekla,
k temu, da se tudi rokodelstvo najde svojo vlogo in pokaže vse svoje potenciale v tej družbi. In predvsem, da tudi mlade zanimira, da predvsem prvo morajo sploh spoznati stvari, da jih lahko tudi kasneje najdejo mogoče celo svoj poklic, ki postaja tudi v svetu vedno bolj zanimivo to, kar naredimo z rokami, ne samo kar naredi tehnologija. Kaj vse so udeleženci počeli v teh 3 dneh? Ja, prvi dan smo se srečali s tradicijo našo, slovensko lončarstvo in to jim je predstavil eden redkih tradicionalnih lončarjev pri nas, ki je tudi nosilec vpisa v naziva kulturna dediščina Slovenije, to je gospod Zeljko iz Prekmurja, tako da so lahko delali z njim, tudi zvrteli svoje prve izdelke, naredili piščalke, danes te izdelke iz prvega dneva končujejo, zdaj bomo zakurili peč, da bomo naredili eno primitivno peko, da se bodo odžgali. Včeraj smo si ogledali pa sodobno keramiko, na srečo je ravno 30.6. bila odprta keramika v Sloveniji leto 2005-2022, kjer se predstavlja 90 izbranih keramičnih del, ki nekje predstavljajo ta prerez dogajanja na tem področju v Sloveniji. In med drugim je ena od razstav tudi v Prešernovi hiši, tako da smo si ogledali tudi Prešernovo razstavo in spoznali še našega pesnika, kraj, v katerem je bival v Kranju. Potem je bila pa zelo zanimivo srečanje, kjer smo se srečali s zelo priznanimi mednarodno uveljavljenimi keramiki, tudi profesorji keramike na različnih univerzah iz Turčije, Grčije, iz vseh koncev v bistvu Evrope, ki so se zadnji dan družili na 17. mednarodnem simpoziju sodobne keramike v Šenčurju. Tam so se lahko srečali, to je atelje, ki ga vodita Barba in Niko Zupan, in so se lahko srečali res, kako poteka eno delo v ateljeju, kako ustvarjajo, in je bilo eno zelo prijetno srečanje prvega tabora pa njihovega 17. Glede na povedano, glede na izjemno zanimanje, boste torej prihodnje leto ta tabor še nekoliko razširili? Ja, vsekakor upamo, da bo tudi, zdaj bomo tudi v okviru vseh 7 taborov, ki po Sloveniji potekajo, pripravili zaključno poročilo za ministrstvo in tudi nabor predlogov za to, da bi s tem nadaljevali, pa mogoče tudi po 2 naredili, ker skupine so res omejene, ker če želimo kvalitetno delati in res pokazati mladim to, da doživijo, več kot 10 nismo mogli jih sprejeti, tudi drugje so omejene skupine, lahko pa recimo naredimo 2-3 tabore, če bo potrebno. Tudi udeleženci ob koncu tabora niso skrivali zadovoljstva. Kot hčerka in vnukinja od lončarke sem se pridružila taboru, ker me je zanimalo, ker že od malega lončarjem tudi zaradi družine. Prvi dan smo delali izdelke, tukaj smo se menjavali v 2 skupinah, smo bili na vretenu, potem je bila ena skupina tukaj in delala ročno, potem drugi dan smo se odpravili v Kranj. V Kranju smo šli na različne razstave, šli smo tudi v Prešernovo hišo. Potem gledali smo različne umetnostne dele, gledali smo dela z glazuro, gledali smo porcelan,
Potem smo šli tudi v Šenčuru v umetniško hišo, kjer so delali vse iz gline in je bilo notri zelo veliko zelo znanih umetnikov, ampak ker umetnost v Sloveniji pač ni, ne moreš tako uspeti. In so delali tudi z zlatom, so na porcelan barvali, pa dobili smo tudi knjigo umetniško od enega zelo dobrega slikarja in umetnika, ki smo ga lahko tam spoznali. Danes bomo pa odžgali različne izdelke, pa jih še oblikujemo. Naredil sem te 2 vazi, no pač krožnika. Kako ti je všeč? Zelo, kar. Na Keblju so v nedeljo 17. julija obeležili krajevni in farni praznik. Slavnostni govornik je bil predsednik krajevne skupnosti Kebelj Jožef Turner. Zbrane pa je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Predsednik krajevne skupnosti in slovenjebistriški župan sta simbolično prerezala trak za investicije, ki so jih na Keblju izvedli v času epidemije COVID-19. Prireditev ob krajevnem prazniku so popestrili tudi s kulturnim programom. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je zaradi suše, ki vedno bolj pesti tudi bistriško območje, danes sklical novinarsko konferenco. Na konferenci, na kateri so posebej pozvali k prepovedi kurjenja in varčevanju z vodo, sta sodelovala tudi Branko Hojnik, poveljnik civilne zaščite Slovenska Bistrica, in Maksimilijan Tramšek, direktor komunale Slovenska Bistrica. Mi smo vas vseeno danes poklicali zaradi pač aktualne problematike, o kateri se vsak dan seznanjamo praktično. Zdaj ta problematika je širša, ne velja tako za Slovenijo, pa tudi kot širša. Ne govorim seveda o teh posledicah vremenskih razmer, na eni strani so požari, na drugi strani pa pomanjkanje vode. Ne. Zdaj, kar se tiče požarov na Krasu, ne, je tudi Slovenska Bistrica oziroma Gasilska zveza Slovenska Bistrica prispevala pomoč. Ne. Teda, kar se tega tiče, vam bo poveljnik civilne zaščite dal tudi natančne podatke. Ne. Teda, tudi v tem smislu so naši gasilci pač se solidarno vključili, ne, ob tem seveda, da so še določene ekipe na tekmovanju, ne, to še druga stvar, ne, teda je seveda treba zagotavljati. Pa še tretja stvar je, ne, da povezavi s tem je treba seveda zagotavljati tudi neko stopnjo varovanja domačemu okolju, ne, ampak vseeno so šli pomagati, nekaj je to pač nujno tudi potrebno in jim zato tudi res so priznani, ne, upam, da bojo svoje delo upravljali, to ne dvomim in upam, da bo vse varno se zgodilo. Ne. Zdaj pa, jaz bi vseeno še enkrat apeliral in res prosim, da se to, ne govorimo o tem, da bi mi zdaj želeli strašiti ali pa karkoli, ne, da ne bo spet napačno razumljeno, ker to se pa nas doskrat napačno potem interpretira, pa ne mislim vas, ampak ljudje lahko tako razumejo. Ne. Gre za to, da čeprav imamo mi objavljeno, ne, tudi pri nas, da je problem požarne varnosti, ne, da je prepovedano kuriti v okolju, ne, ampak jaz se vseeno še prosimo in da te še vi to enkrat podarite, ne, da je res, naj se ljudje tega držijo, no, zato ker zdaj seveda pri nas razmere niso čisto identične, kot so na Krasu, ne, ampak soočamo se pa zelo podobnimi zadevami lahko, ne, z nekim, lahko rečemo, časovnim ali pa kakim zamikom, ne, zdaj, če ugotavljate v naravi, suša je prisotna, ne, vse je suho, podrast je suha in upam, no, Bog vari, da se to zgodi, da prije do kakega požara v kakem gozdu, ne, ali pa kaj takega, ne, da to res, prosimo, dajte še enkrat, no, da se da pozivamo ljudi, da se res tega resno držijo, no, ker ni to hec, ne. Druga stvar, ki je pa s tem povezana, je pa seveda, to vam tudi direktora komunale zraven, ne, je pa seveda vodooskrba, ne. Zdaj tudi tu mi, seveda, v tem trenutku imamo še zagotovljeno vodooskrbo, ampak tudi tu veste, da je komunala že dala, pa bo še direktor več povedal, ne, poziv, da se pač voda namenja izključno za torej potrebe, ne pa za zalivanje in za te stvari in tudi naj se tega resno ljudje držijo. Ne. Zdaj, če pogledate tudi vodostaje, tudi potokov ali pa česa, ne, v končni fazi mi, kaj sem vodarne zajemamo iz Bistrice vodo, ne, in tako naprej, ne, lahko ugotavljate, da vodostaji padajo, ne, zdaj, če se bo ta suša še nadaljevala, se lahko tudi na tem področju pri nas isto, mislim, ne istem obsegu, kot je recimo na Primorskem, ampak vseeno začnejo zadeve dodatno zaostrovati. Ne. Zdaj, po nekih mojih podatkih, na določenih okoljih že morajo tudi voziti, ne,
še nesreča, ampak mi smo to področje vodooskrbe vedno resno jemali, zato je bilo tudi ogromno vlaganje, zato so biti narejeni tisti veliki rezervoarji, v Veleniku pa tu v Zgornji Bistrici, s tem sigurno blažimo. Drugače, jaz mislim, da bi danes že imeli totalne probleme z vodo. Ampak vseeno, naj tudi tu ljudje res spoštujejo to, torej naj skrbno pač ravnajo z vodo, naj res te ukrepe res spoštujejo. Ker tudi tu je ista zadeva, če se bojo stvari nadaljevale, še veste, da se bo situacija samo slabšala. In stvari so med sabo pravzaprav dejansko povedane. In zdaj mi smo na voljo te vprašanja, pa še to vam da svoje povedanje, ampak namen tega je danes bil res, da še pač, čeprav imamo mi to objavljeno eno in drugo objavljeno, da še enkrat res ta apel date ven, ampak ne zato, da je zdaj že ne vem, kaj se pri nas dogaja, ampak samo res v tem preventivnem smislu. Danes zjutraj ob 3 je konvoj bistriških gasilcev, torej bistriške občine, torej Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica, Videž, Tinje, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Lapar in Pragersko so odšli z 33 gasilci na pomoč na Kras. Zdaj šli so z 4 gasilskimi vozili, z cisternami, to so cisterne največje kapacitete, ker tudi ta vozila najbolj potrebujejo, pa s 3 moštvenimi vozili in pa enim poveljniškim vozilom. Temu konvoju se seveda v okviru Gasilske zveze Slovenska Bistrica pridružili, so se še potem PGD Poljčane. Tako da po naših informacijah so že oni zdaj na samem kraju in trenutno odhajajo na požarišče pač pomagati gasilcem gasiti ta velik požar. Jaz upam, da bo seveda nalogo uspešno opravili, pa da bo tudi vse varno in zdravo. To jim res močno želim. Drugače pa v naši občini so še ostale 8 cistern, to so pa gasilska vozila z cisternami, sicer ne tako velikih kapacitet, ampak še vedno dovolj, tako da zagotavljamo požarno varnost tudi na našem področju z temi vozili. Drugače pa seveda bi se pridružil temu apelu, kot je že župan povedal, razglas je objavljen tudi na naši spletni strani, res pozivam tudi vse občane in občanke, da se res zdržijo vsem aktivnostim, ki bi lahko povzročili požar, posebej še pa seveda kurjenje narave. V začetku julija, prvi teden julija smo začeli obveščati vse uporabnike, ki so priključeni na javno vodovodno mrežje, ki ga mi vzdržujemo v vseh občinah, tako občini Bistrica, Plotnica, Rače, Fram, Makole in Kidričevo, da predvsem gravitacijski izviri spadajo na eno kritično raven. Naprošamo vse uporabnike, da dosledno izvajajo ukrepe prepovedi rabe vode kot zalivanja, polnjenje nekih bazenov, pranje nekih površin, pranje avtomobilov. Za stanje na vodooskrbi trenutno je še obvladljivo, zaenkrat še ne načrtujemo nekih redukcij. Če bo pa ta suša se nekako še vlekla v naslednji teden, 2 tednih, se pa lahko zgodi tudi, da bo predvsem na gravitacijskih, predvsem na teh manjših sistemih lahko tudi prihajalo do motene oskrbe z pitno vodo. Zato še enkrat apeliram res na vse, da naj strogo izvajajo ukrepe prepovedi, predvsem zalivanja, saj opažamo iz naših nadzornih sistemov, da po noči, ko bi se mogli nivoji v vodohramih vsaj malo dvigniti, opažamo, da čez noč je kljub temu povečana poraba vode in kar sumimo tudi, da kljub prepovedi zalivanja uporabniki ne spoštujejo te ukrepe in prihaja do večjih porab vode. Zato še enkrat res naprošam in apeliram na vse, da striktno izvajajo prepovedi, predvsem zalivanja in neracionalne rabe pitne vode. V času poletnih počitnic je vzdušje v knjižnici Josipa Vošnjaka zelo živahno. Vsak dan potekajo vesele poletne počitnice, kjer lahko otroci čas preživljajo sami ali v spremstvu staršev. Poleg tega pa jim je na voljo cel kup ostalih dejavnosti. Več o tem nam je povedala bibliotekarka Janja Pepelnak. Vesele poletne počitnice v Pionirski knjižnici Slovenska Bistrica potekajo vse dni v času poletnih počitnic. Otroci lahko prihajajo sami ali v spremstvu vsak dan v času odprtosti knjižnice. Za otroke imamo pripravljene 3 kotičke. Imamo ustvarjalni kotiček, v katerem lahko ustvarjajo izdelke iz različnih materialov. Imamo bralni kotiček, kjer čaka veliko različnih knjigic z različnih področji, in igralni kotiček, kjer so na voljo različne didaktične igre za popestritev počitniških dni.
Letos zopet organizirate ta natečaj, poletavci? Ja, tako je, to so poletavci, poletni bralci. Že drugo leto ga organiziramo, preteklo leto je bil precejšen odziv, zato smo se odločili, da ponovimo. Letos je še večji odziv in smo veseli. V tem natečaju obiskovalci, mladi bralci v knjižnici prejmejo izloženko, lahko si jo tudi sami natisnejo na spletni strani poletavcev in berejo. Vsak dan naj bi brali pol ure, vsaj 30 dni v času poletnih počitnic. Potem pa zapišejo na izloženko, kaj so prebrali, starši podpišejo in potem oddajo izloženko v knjižnico in sodelujejo na prireditvi, kjer prejmejo simbolično darilo, pohvalo, kar je pa najlepše, pa dobijo darilo, da so se naučili oziroma pridobili dobre bralne navade. V knjižnici potekajo trenutno tudi neke ostale dejavnosti, videli smo ogromno nekih drugih stvari še, nam še lahko o tem povete? Ja, tako je. Pri obisku knjižnice imajo še mladi bralci na voljo še druge stvari. Za njih imamo pripravljene tudi ustvarjalne vrečke za domov. V vrečkicah čakajo 3 ribice tokrat, ki jih sami ustvarijo in se z njimi poigrajo. Za tiste, ki ne vedo, kaj bi brali ali imajo radi presenečenja, imamo vrečke presenečke. To so vrečke z bralnim presenečenjem, kar že ime pove. So po starostnih stopnjah pripravljene, tako da za vse otroke je nekaj. Naj pa izpostavim še novost v knjižnici in sicer igroteko, kjer ponujamo kar pester izbor igrač, ki si jih lahko izposodijo za domov. Gre za kvalitetne didaktične igrače in igre in odziv je kar precejšen že za igroteko. Poleg tega pa pri obisku knjižnice naj ne spregledajo še knjižnih novosti, ker je veliko nove literature in pa počitniške knjižne oganke, ki jo izpolnijo tukaj v knjižnici in potem ob koncu poletja bomo podelili izžrebancem 3 lepe knjižne nagrade. Gasilska olimpijada v Celju, velik dogodek za gasilce. Na njej pa so nastopile tudi 4 ekipe iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Na domači gasilski olimpijadi, ki se je odvijala v Celju na stadionu Kladivarja, so uspešno Slovenijo in Gasilsko zvezo iz Slovenske Bistrice zastopale 4 tekmovalne desetine. V konkurenci A, kjer tekmujejo gasilci do 30 let, sta tekmovali desetini Tinja in Oplotnice. V starejši kategoriji B pa sta svojo športno znanje potrjevali ekipa Kebla in Šmartnega na Pohorju. Prav slednji, torej Šmarčani, so v polnem sijaju zablesteli tudi v svojem 7. olimpijskem nastopu. Po izredno dobro oddelani tekmovalni vaji, ki je bila brez napak, so piko na i dodali tudi v štafetnem teku in se veselili srebrne kolajne. Olimpijski podprvaki so tako svojo zbirko kolajn zaokrožili na 4 zlate, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo. Ja, najprej bi se zahvalil vsem navijačem, vsem sponzorjem, občini in vsem, ki so prišli nas bodriti in ponosni smo na to, kaj smo dosegli. Vaja je bila uspešno izvedena, zato smo imeli tudi dosti moči za štafeto, ki smo jo tudi uspešno upravili, ampak zmanjkalo je malenko do 1. mesta. Vlado Ačko pa je imel na olimpijadi tudi posebno čast, kajti s kolegico iz slovenske ekipe je prižgal tudi olimpijski ogenj. Ja, najprej bi se mogel zahvaliti moji ekipi, ki me je zbrala in to je res nekaj, kar ne vsak doseže. Največji uspeh v zgodovini gasilstva so dosegli tudi tekmovalci, ki so na igrah predstavljali vasico Kebel. Sedaj v njihovem kraju domuje bronasta olimpijska medalja. Pot do nje je bila trda in trnova, vendar je na koncu s to medaljo poplačan ves trud. Vajo so vrgli vrhunsko, čas 31:65, nato pa smola v drugi predaji v štafetnem teku, kazenske točke in na koncu le stopničke. Kolajna je super, zvišana, po eni strani pa malo grenkoge še zadnje ostaja, ker bila moče malo više, ampak je super tole, tako da je zadovoljni. Vaja je bila odlična, tudi štafeta bi bila odlična, ker ne dvomim, ampak začele so malo pestiti poškodbe, cel teden malo treningova tega, mogoče malo preveč.
in je bila mala napakica, se pravi, kakšne 2-3 sekunde smo zgubili, tisto, kar bi zmanjkalo z drugega mesta, ampak medalje. Lepo zgodbo, vendar z malo grenkega priokusa, so izpisali tudi gasilci iz Tinja. V konkurenci kategorije A so med 60 ekipami osvojili 9. mesto, kar je lep dosežek za podatek, da so na prvih njihovih igrah v Beljaku bili šele 41. Dali smo svoj maksimum, kak smo ga lahko. Pri vaji smo z Mertornem Bezganom smo naredili zelo dober čas, taki, kakšnega smo se ga zamislili na treninge, da ga bo. Zato, ker smo prišli sem, nismo točno vedeli, kak je konkurenca. Na prvem treningu smo naredili čas 33 sekund, potem smo pa rekli, da gremo vsake trening za sekundo dol. In takrat smo dejansko potem na tekmi dosegli naš najboljši čas vaje tukaj na tem Celju. Pri štafeti pa smo računali tam čas okrog 53 sekund, kar je realna slika trenutno, ampak se nam je pač žal zgodila ena napaka in je bil čas na koncu 55 sekund, pa še en prestop na štafeti, kateri je bil malo domljivo dosojen. 9. mesto torej na vaši drugi olimpijadi. In kako je nastopiti pravzaprav pred domačimi gledalci tukaj v Sloveniji? To so neki nepozabni občutki, katerih mislim, da ekipa ne bo pozabila do konca naših življenj. Izvrstni občutki. Ko greš na progo, pa čuješ, slišiš, ko se ti tam dere 10 000 Slovencev, je nepopisno. Svoj drugi zaporedni olimpijski nastop so v Celju doživeli tudi gasilci iz Oplotnice. Tekmovali so v kategoriji A in si priborili 22. mesto, kar je seveda očiten napredek na igre izpred 5 let. Glede na to, da gre to za našo drugo olimpijado zapovrstjo takoj za Beljakom 2017. leta, smo izboljšali rezultat za polovico, tako da kljub temu, da smo imeli na same vaji malce nesreče, ker smo dobili kazenske točke, smo kljub temu zadovoljni z 22. mestom in odhajamo iz Celja z dvignjenimi glavami. Kako pa gledaš na tale domači dogodek, domača olimpijada, predstaviti se pred domačimi navijači? Je zagotovo zastopati barve slovenske reprezentance tukaj na domačih tleh v Celju je nek prav poseben užitek in dogodek, ki ga ni deležen vsak tekmovalec v gasilskih disciplinah. Tako da naši oziroma vrh slovenske gasilske organizacije se je definitivno izkazal z organizacijo te slovenske olimpijade tukaj v Celju, tako da kapo dol. Od sreče in zadovoljstva pa je na olimpijadi v Celju žarel tudi predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica Franc Ačko. Vsekakor smo v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica zelo ponosni na svoje ekipe. Morate vedeti, da nekje naše ekipe v članski zasedi predstavljajo skoraj na petino vseh ekip v Sloveniji, tako da vsaka čast vsem 4 ekipam, zelo so se potrudile. Kako torej še nadgraditi to uspešno sodelovanje na olimpijskih igrah? Sigurno tukaj danes se je zelo dobro pokazalo kilometrina, ki jo ima Šmartno na Pohorje, to se pravi je tradicija, zgodovina, zelo pomembna na takem tekmovanju to, tako da iskrene čestitke njim tudi, ko smo pogledali Kebel za mlado ekipo, tudi stopa po tej poti, tako da vse čestitke tudi včerajšnjim ekipam, tako Tinje kot Oplotnica so bili zelo dobre rezultate, nekaj kazenskih točk, ampak šport, to je veliki pritisk, morate vedeti, da to je odgovornost prvič do sebe, odgovornost nekje do ekipe, odgovornost do društva, ki ga predstavljajo, odgovornost tudi do naše države Slovenije, tako da res smo še enkrat zelo ponosni in iskreno čestitamo. Preden pa se preselimo na sprejem olimpijcev v domačo Slovensko Bistrico, pa vaja ekipe Kebla, glejte in uživajte. Požarni objekt naravnost, odvzem vode iz potoka, 2 B-cevi do trojaka, po 2 C-cevi, prva in druga. Začenja se je Bruno Slovjan, Nemčija, Ljubljsko je smolo, Kebel Slovenija. Sprejemi za vrhunske dosežke so v mestu Slovenska Bistrica že stalnica. Tokratni za gasilske olimpijce je na osrednji stadion privabil navijače od blizu in daleč. Organizator občina Slovenska Bistrica in Gasilska zveza občine sta kljub vroči dopoldanski nedelji uspešno pričakali olimpijske junake. Na prsi gasilcev in Šmartnega in Kebla so se lesketale zaslužene olimpijske kolajne.
Na obrazih tekmovalnih desetin iz Tinja in Oplotnice pa ponos, da je pomembno biti zraven in tekmovati po svojih najboljših močeh. Olimpijce so nagovorili z župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, podžupan Oplotnice Slavko Pitrov, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica Franc Ačko in poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog. V imenu vseh udeležencev olimpijade pa se je občini in županu za sopodporo zahvalil kondicijski trener Tinja Zoran Kregar. Kaj zate osebno pomenijo takšni sprejemi? Veliko si jih že doživel. Ja, zahvalil bi se vsem občini, športni zvezi in vsem medijam, ki podpirate to in res je malo naporno, ampak tudi to sodi k športu. Kako ste bili veseli danes tega sprejema tukaj v mestu Slovenska Bistrica? Če mene vprašate, neprecenljivo, svaka čast vsem, ki so nas tako lepo sprejeli, županu, občini, vsem tudi našim kolegom z društev. Kaj vam ne rečem? Hvala lepa še enkrat vse skupaj, javnemu zavodu za šport se bo zahvalil, da smo imeli treninge tu, vse ostalo pa mi smo se trudili, smo se potrudili, smo dosegli medaljo. Z veliko mero zahvalnosti gasilcem na vseh področjih njihovega delovanja je z misli strnil tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. No, jaz moram reči, da res gre vsem ekipam, ki so nastopile, začestitati, ne že samo vrstitev na olimpijado, je vredna čestitke, tako da v tem smislu so zmagovalci seveda vsi, posebej pa seveda velja čestitka torej dobitnikom medalj, tako šmarskim, ki so bili srebrni, ta jim je še manjkala v kolekciji in pa seveda tudi tistim, ki grejo za njimi, torej keblom. Pa verjamem, da bodo tudi Tinčani, ki so imeli nekaj malo smole, da bo tudi njim v prihodnje ta tekmovalni del še bolj uspel. Sicer pa gre posebno priznanje že za to, ker na eni strani gasilci opravljajo svojo osnovno poslanstvo. V tem trenutku imamo mi tudi ekipe na Krasu, ker pomagajo pri tem res tej naravni nesreči obvladovati ta požar. No, na drugi strani pa sedaj imamo tekmovalne ekipe, smo imeli tekmovalne ekipe celo in to pomeni to, da ob tistem osnovnem usposabljanju ali pa ki je potrebno za samo delovanje društev, so seveda vsi ti, ki tekmujejo, žrtvovali še bistveno več časa, da so se tako uspešno lahko pripravili za te nastope. In zato jim pa gre še posebno priznanje, tako njim pa tudi njihovim družinam, ker mislim, da so se morali kar čemu odreči. Prispevek pa zaokrožimo z delom štafetnega teka gasilcev Šmartnega na Pohorju, ki so tako domov med svoje Šmarčane odnesli naslov olimpijskih podprvakov. Bistriška športna pot. V rubriki Bistriška športna pot bo beseda tekla o twirlingu. Predstavili vam bomo 15-letno Evo Mlakar-Sombolec. Kaj bo trvalo temu, da si dala športu prednost? Predvsem zato, ker sem se počutila, da je ta šport bil neka moja strast, kar me je od mojih problemov vleklo strani, sem v tem res lahko uživala, v tem sem se res lahko sprostila in izražala svoje čustva z plesom. Kaj ti pomeni torej nastopati v twirling klubu Sašo iz Slovenske Bistrice? Meni pomeni to ogromno, saj smo z ekipo predvsem povezani, tam se je spletlo največ prijateljstv in prav tako, kot smo že letos praznovali 25. leto Twirling zveze Slovenije, je to že ogromno časa in sama sem članica 8. leto in res mi pomeni zelo ogromno. Veliko športnikov srečaš zraven tudi iz drugih športov. Kako pravzaprav v Slovenski Bistrici sodelujete mladi športniki? Kje se zraven srečujete razen na tekmovanjih in treningih?
Razen na tekmovanjih in treningih se srečujemo tudi v prostem času. To me je predvsem navdušilo, da sem se preko športa lahko spoznala tudi z drugimi posamezniki, ki prihajajo iz drugih vej in potem se nekako v tej točki povezujemo in se lahko pogovarjamo z različnih stvarih iz različnih področij in je precej zanimivo. Si prav ravnala, ko si se odločila za športno disciplino twirling? Ja, po mojem mnenju zelo, saj si trenutno ne predstavljam, da bi trenirala česarkoli drugega in se mi res zdi, da sem se v tem našla in ja. Kje se torej vidiš v twirlingu v prihodnje? Prihodnje predvsem v tem, da naredim izpit za trenerko twirlinga in pa še kasneje mogoče za sodnico in predvsem tudi trenutno v teh mojih letih bom pa še nadaljevala svojo tekmovalno pot. Bistriška športna pot. Na Spodnji Polskavi že 22. leto prirejajo tradicionalno spodnjepolskavsko poletje. Vaščani organizirajo različne aktivnosti za ljudi vseh starosti, tudi letos pa so dogodek zaključili z veliko gasilsko veselico. Traja cele 4 dni, tako smo že v četrtek začeli z samotvoritvijo programa ter otroškim programom, ki smo ga včeraj nadaljevali z obilico športa in zabave ter zaključili v bistvu z dalmatinskim večerom. Jutri imamo tradicionalno žegnansko sveto mašo in pa seveda tradicionalno gasilsko veselico. Danes je pa kulturni večer, se pravi tudi v obeležitvi nekako krajevnega praznika, je današnji večer v znamenju kulture, tako da z današnjo premiero igre Vesna seveda zapolnjujemo ta današnji program. V okviru kulturnega dela prireditve smo si lahko ogledali gledališko igro. Gre za priredbo prve slovenske komedije z naslovom Vesna. Organizacijo je prevzelo kulturno-umetniško društvo Matiček Spodnja Polskava. Gledališka igra je predvsem namenjena vsem, ki imajo radi slovenski film, ki imajo radi gledališče, vsem, ki se radi nasmejijo, sploh v teh časih, ko smo bili malo več doma in se nismo tako pogosto smejali, je ta komedija zdaj pravšnja za to, da se bodo nasmejali. Kako dolgo ste se na to pripravljali? Priprava na predstavo je pa trajala kar dobri 2 leti, tako da smo se v miru pripravili in je zato tudi projekt takšen, kot je. Namreč ta projekt je kar tako scenografsko kot režijsko, kostumografsko zelo zahteven. Se tudi sami lahko vidite, da je tudi prizorišče, kjer se igra posebno, tukaj na prostem, ob potoku, pod Kostanji. Je pa res, da smo v predstavu peli tudi kar nekaj tradicije. Kultura na Spodnji Polskavi je že dolgo živa, tam nekje od druge polovice 19. stoletja se že omenjajo tudi pisni viri. Gospod Ziherl je bil tisti, ki jo je takrat na Polskavi začel, mi smo jo pa danes tudi kar precej vpletli v našo predstavo. Vesno je režirala Herta Žagar, za scenarij pa je poskrbela Ema Žagar, ki je nastopala tudi na odru. Ta film sem jaz v bistvu gledala med korono, da me malo razvedril med tem časom, ko smo bili vsi zaprti in nismo bili ravno pri sebi. In me sam pač inspiriralo to, da bi lahko, ker smo te predstave večkrat že počeli na Spodnji Polskavi in se mi je zdela dobra ideja, da bi to lahko stavili na polskavski oder. Kako je potekalo? Ja, v bistvu je bilo tako, da sem to napisala praktično v enem dnevu, ker sem preprosto pogledala film in sem dobila full idej in samo sem hotela čim prej vse spraviti na list. Sicer pač prvi osnutek je bil torej v enem dnevu napisan, potem pa sem še nekaj časa popravljala. Kako obširna pa je ta ekipa, ki sestavlja igro? Ja, ekipa je full obširna. Mislim, da imamo vedno tako enih 10 do 15 igralcev, ne vem natančno. Je pa tudi zelo veliko tehnike, pa režija in asistenca pri igri, ker je tudi zelo pač pomembno, da imamo ekipo, ki je organizirana. Če ste zamudili premiero predstave Vesna, si lahko ogledate še ta petek 12. avgusta in soboto 13. avgusta ob potoku pod Kostanji. Nogometaši KTM in Pol Bistrica so odigrali prvo domačo tekmo, nasprotnik Roltek Dob, rezultat pa 1:1. Več kot 500 ljubiteljev okroglega usnja je prišlo na svoj račun na prvi domači tekmi nogometašev iz Slovenske Bistrice. Ekipa gostov v rumenih majicah Roltek Dob in gostiteljica KTM in Pol Bistrica sta prikazali vrhunsko predstavo za drugi krog nove prvenstvene sezone med drugoligaši.
Oster tempo, velika borbenost, številne priložnosti na obeh straneh in po zadetek v vsaki mreži je dal na koncu izkupiček delitev točk za rezultat 1-1. Poglejte, moramo vedeti, da smo igrali pred eni zelo izkušeni ekipi, ki nekako zna čaka na priložnosti, čaka pravi trenutek. Mi smo bili skoncentrirani do konca, nismo dali, želeli pa smo zabiti, imeli smo neke situacije, mogoče je to neka zadeva, ki jo moramo popraviti, da bi nekako še bili uspešnejši točkovno. Oba zadetka sta bila dosežena že na začetku srečanja. Nogometaši iz mesta Aluminija so za vodstvo zadeli v 15. minuti. Strelec Taj Matejo Panič. To je bil tudi prvi premierni gol na domačem igrišču med drugoligaši. 4 minute kasneje, v 19. so po neodločnosti domače obrambe gostje poravnali rezultat. V polno je zadev Gašper Petek. V 36. minuti pa je z 30 metrov Rok Pirtošek stresel prečnik vratarja gostov. V drugi del tekme sta enajsterici stopile bolj previdno, po nogometno stopile so na žogo. Pa nekako, verjetno malo se poznamo tudi že iz priprav, iz tekme iz priprav. Tako da malo nekako riziko smo vseeno nekako odvzeli, tudi oni so bili dokaj pazljivi, niso šli na glavo, kot bi rad, kot rečemo. Tako da, ampak mi smo imeli situacije, mogli bi boljše odigrati v 2-3 situacijah, povesti in verjetno takrat mirno pripeljati tekmo do konca. Kljub temu pa smo v drugem delu videli veliko strelov na gol, vendar brez spremembe rezultata. Strele gostujočih napadalcev je uspešno ubranil domači kapetan Jaka Dabanović. Rok Ferčič, ki je imel kar nekaj odličnih potez, kljub temu, da v igro vstopil v 55. minuti tekme, se ni vpisal med strelce. Prvo priložnost je zamudil v 56. minuti. V 68. je bil spretnejši vratar gostov. Poteza iz 77. minute. V 80. minuti pa so gostje dobro blokirali strel. Malo sreče, pa malo več zbranosti bi moglo biti. Mislim, da smo si zelo zaslužili zmago. Sicer je zmanjkalo malo sreče, ampak mislim pa, da je to za nas, mlado ekipo, prvič v drugi ligi odličen rezultat. Priložnosti za gol je imel tudi motor domače igre Nejc Bračko, ki pa je z izkupičkom 4 točk iz 2 tekem zelo zadovoljen. Ja, mislim, da je to za tako mlado ekipo, ki jo imamo, to odličen štart v drugo ligo. Tako da, se pravim, naslednja tekma na polno, lepo bomo spet analizirali nasprotnika in gremo tekmo po tekmo do konca sezone.